Slovenski zdravstveni sistem je generalno zelo dober, obstajajo pa resnični problemi na določenih področjih, o katerih smo danes govorili, in predvsem se to nanaša na prevencijo, posebej na neke probleme bolezni povezani z obnašanjem, kot sta pretilost, kajenje, alkohol, in resnični problemi so s upravljanjem z podatki, informatizacijo in položajem pacientov v sistemu. Skupno je to, da imajo pacienti iste bolezni in da imamo enako sposobne zdravnike. To mislim, da lahko brez problema zatrdim. Razlika pa je, da v Švici mora v Švici mora pacient delno do neke meje tudi sam prispevati k strošku zdravljenja. Po drugi strani pa je pacient popolnoma svoboden, da si izbere zdravnika, kjer želi, in da tudi to storitev dobi praktično takoj oziroma takrat, ko jo rabi, da ni čakalnih dob. V resnici se je ta neenakopraven položaj pravzaprav zgradil z leti. Na začetku se ni zelo veliko razmišljalo o tem, da bomo zasebni zdravniki in zobozdravniki vlagali svoje zasebna sredstva v to, da se bo zgrajevalo v dobro bolnikov, da se bo dobro delal. Predvsem na tem področju ta del je popolnoma nepriznan. Potem seveda predvsem to, da je koncesija in postopek, ki se podeli, medtem ko javni zdravstveni zavodi imajo programe avtomatično, bi se reklo, ob tem, da je seveda ob spremembi zakonodaje zdaj ta koncesija še časovno omejena, ne glede na vlaganja, potencialno možnost podaljšanja in tako naprej. V bistvu se je ta neenakopravnost to zadnjo zakonodajo samo še dokončno poglobila in nekako povečala. Torej, nujno je, da se država za mnogo let vnaprej odloči končno, kakšen sistem hoče. Jaz seveda zagovarjam z mnogimi drugimi državljani javni zdravstveni sistem, ki solidarno zbira sredstva in ki seveda omogoča vsem državljanom vse tiste pravice, ki jih potrebujejo. To ne pomeni vse pravice, ki so možne, ampak vse potrebne pravice. Vsak državljan mora dobiti pomoč, ki jo potrebuje, ne glede na svoj finančni položaj, ne glede na druge okoliščine. Če bi se dogovorili o tem, da želimo tak zdravstveni sistem, potem bi odgovori na druga vprašanja o zavarovalništvu, čakalnih dobah, potrebnem denarju, ki ga rabimo, učinkovitosti in tako, bi se mnogo lažje reševalo. Mi si predvsem želimo zdravstvene reforme. Ves čas govorimo o tem, da je zdravstvena reforma potrebna. Seveda po drugi strani pa ves čas govorimo, da zdravstvena reforma ni sprememba financirana, ampak je še vse kaj drugega. Tukaj govorimo tako o mreži, potem o pravicah, kot o standardih in kakovosti in tako naprej. In zagotovo v končni fazi je potrebno tudi najti dodatne vire financiranja v zdravstvu. Prepričan pa sem, da ne bo zdravstvenega sistema brez zasebnega denarja v zdravstvu.